Lep pozdrav. Najprej bi se rad opravičil vsem, ki ste prišli v tako kratkem roku, ampak želel sem vas obvestiti o zadevi, ki je bila danes v interesu vsaj enega od večjih slovenskih dnevnikov. Želel sem vas obvestiti o tem, da me je danes zgodaj popoldne finsko predsedstvo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi obvestilo, da je bil uspešno končan tihi postopek za izbiro novega direktorja Urada OVSE za človekove pravice in demokratične inštitucije. Mislim, da je to velik uspeh za Slovenijo. Izbran je bil namreč kandidat Republike Slovenije v tem postopku. Velik uspeh zato, ker do izteka tihega postopka nobena od 56 držav udeleženk ni podala pripombe in s tem izrazila, in s tem so seveda vse izrazile strinjanje z našo kandidaturo. To je velik uspeh za Slovenijo predvsem zato, ker doslej v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi Slovenija še ni imela takšne vidne funkcije v sistemu OVSE. Za kakšno funkcijo gre? Naj nekoliko pojasnim. Urad OVSE za demokratične ustanove in človekove pravice je osrednja institucija OVSE za delovanje na področju človekove razsežnosti. Kot je znano, verjetno se tega spomnite še iz časa našega predsedovanja OVSE, leta 2005, je organizacija aktivna na 3 razsežnostih. Politično-vojaški, ekonomsko-okoljski in pa človekovi razsežnosti. In v slednji je osrednje telo organizacije prav Urad za demokratične inštitucije in človekove pravice. Kot že njegovo ime pove, gre za dejavnosti na področju izgradnje in utrjevanja demokratičnih inštitucij, gre za varstvo in promocijo človekovih pravic, gre za opazovanje volitev, gre za spodbujanje strpnosti in preprečevanje diskriminacije, gre za utrjevanje vladavine prava v celotnem prostoru 56 držav udeleženk, ponavadi se temu reče prostor od Vancouvra do Vladivostoka. Naj svojo izjavo končam zahvalo. Zahvalo najprej predsedniku vlade in vlade Republike Slovenije, ki se je odločila vložiti to kandidaturo v začetku februarja. Rad bi se zahvalil vsem 56 državam udeleženkam OVSE za zaupanje, ki so ga Sloveniji izkazali s svojim soglasjem za našo kandidaturo. In rad bi se zahvalil vsem tistim posameznikom, na čelu z ministrom Ruplom, slovenskimi diplomati, z osebjem na našem predstavništvu na Dunaju pri OVSE, ki so svojim delom pripomogli k uspehu te kandidature. Zdaj se vam na razpolago še za kakšno vaše vprašanje, če je. Prosim. Meta Roglič, Dnevnik. Kdaj odhajate? Imate kakšne načrte glede vašega delovanja v tem uradu? Boste kaj spremenili? Boste kaj? In seveda, a je že kaj znano, kdo vas nasledi tukaj? Boste predsedovanje izpeljali do konca? Hvala za vprašanje. Najprej bi rad poudaril, da ostajam do konca predsedovanja na sedanjem delovnem mestu. To je bil tudi eden od pogojev za mojo kandidaturo in tako bo. Do zadnjega dne slovenskega predsedstva Evropske unije nameravam opravljati dolžnosti državnega sekretarja. Ostale podrobnosti glede mojega prehoda na nov položaj so seveda odvisne tudi od pogovorov z mojim nadrejenim. Prav tako tudi, kdo bi utegnil biti moj naslednik pri vodenju službe vlade za evropske zadeve. Glede načrtov je pa potrebno še počakati. Predvsem bi rad svojim delovanjem na mestu direktorja urada okrepil integriteto tega urada in pa zaupanje vseh držav udeleženk OVSE v njegovo delo. Še kakšno vprašanje? Gospod Maksimovič. Rekli ste, da je to priznanje Slovenije, ampak verjetno še posebej njenim demokratičnim ustanovam in človekovim pravicam v Sloveniji. Ali mislite, da boste tudi v Sloveniji morali kaj posredovati kot nov funkcionar?
Kandidate za takšna mesta v sistemu Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi predlagajo države udeleženke OVSE. Torej, pri tej kandidaturi je šlo za kandidaturo Slovenije. Kar se tiče območja delovanja urada, je povsem nedvomno in neizpodbitno, da obsega tudi območje Republike Slovenije. Slovenija kot država udeleženka OVSE je ena od tistih držav, ki so sprejele standarde, merila Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na področju človekove dimenzije. Gre za standarde na področju človekovih pravic, standarde na področju demokratičnih inštitucij, njihovega delovanja, gre za standarde izvedbe volitev in podobno. In vse države OVSE so te standarde sprejele in ena od nalog Urada za demokratične inštitucije in človekove pravice v Varšavi je tudi, da spremlja spoštovanje teh standardov in da državam udeleženkam pomaga pri njihovem izpolnjevanju. Še kakšen? Ste morali najprej proučiti razmere v Sloveniji. Mislim, da urad sistematično spremlja in preučuje razmere ne le v Sloveniji, ampak po celotnem prostoru OVSE, ki, kot sem že dejal, se razteza od Vancouvra do Vladivostoka. Je še kakšno vprašanje? Če ni, bi se vam še enkrat zahvalil, da ste prišli v tako kratkem času, odkar smo najavili. Zahvalil bi se vam tudi za vaš interes. Omenil bi še to, da se predvideva, da bo formalno razglašena ta odločitev oziroma izid postopka izbire strani predsedstva OVSE na jutrišnjem zasedanju stalnega sveta na Dunaju. Hvala lepa.